V času srednjega veka ni bilo dovolj, da je bilo veliko vojakov, da bi zmagali v vojni. Namesto tega je bilo treba, moral si tudi znati čakati, kopičiti zaloge hrane in izbrati pravo mesto za postavitev obrambe. In tukaj postanejo gradovi zelo pomembni. Močna trdnjava lahko namreč ustavi tudi večjo vojsko. V Evropi in na Bližnjem vzhodu so bile trdnjave zgrajene za nadzor pomembnih poti, zaščito celotnih regij in preprečevanje vstopa sovražnika. Nekatere so bile večkrat napadene, a so še vedno ostale stoječe. V tem videu bomo obravnavali 6 trdnjav. In tukaj boste videli, kako so branilci uporabili gore, vodo, debele zidove in pametno zasnovo gradu za boj proti vojski, ki je bila številčnejša od njih. In naša prva destinacija se nahaja v zahodnem delu Sirije. Na vrhu visokega hriba stoji Krag de Chevalier. V arabščini je znan tudi kot Hisn al-Akrad, kar pomeni trdnjava Kurdov. Grad stoji blizu pomembne ceste med obalo Sredozemskega morja in mesti v notranjosti Sirije. Zaradi te lokacije lahko kdorkoli, ki ima grad v lasti, nadzoruje prehod vojakov, trgovcev in oskrbovalnih karavan. Krag de Chevalier ni bil le obrambna trdnjava, bil je tudi središče moči. Na tem mestu je že v 11. stoletju stal starejši grad. Toda leta 1142 je bila trdnjava predana v roke vitezom hospitalcem, krščanskemu vojaškemu redu, ki je postal pomemben del križarskih držav na Bližnjem vzhodu. Vitezi hospitalci so razširili in ponovno zgradili staro trdnjavo. In skozi 12. in 13. stoletje Krag de Chevalier je postal ena največjih in najmočnejših križarskih trdnjav v regiji. Najpomembnejši del njegove obrambe sta bili 2 pasova obzidja. Zunanji zid je bil prvi, s katerim so se morali sovražniki soočiti. Za njim je bila še višja in močnejša notranja trdnjava. Tudi če bi napadalci prebili prvo obrambo, njihovih težav še ne bi bilo konec. Znašli bi se v ozkem prostoru, medtem ko bi jih zasuli s puščicami, kamenjem in drugim orožjem z višjih delov gradu. Ker je notranje obzidje višje, branilci jasno vidijo gibanje sovražnika spodaj. Medtem pa imajo napadalci težave pri približevanju glavni stavbi, saj morajo najprej premagati stolpe, obzidja in poti, ki jih je lahko braniti. Vhod v Krag de Chevalier prav tako ni raven in širok, pot, ki vodi noter, je ozka, strma in zavita. Veliko vojakov ne more hkrati teči po njej. Prav tako ni enostavno uporabljati velikih naprav za razbijanje vrat. Medtem ko sovražniki napredujejo navzgor, lahko nanje napadejo iz skritih položajev zgoraj in strani. Zaradi takšne zasnove se prednost velike vojske zmanjša. Tudi če jih je zunaj na tisoče, se lahko le malo ljudi hkrati približa vratom. Toda tudi če je zid debel, ljudje znotraj ne bodo dolgo zdržali, če jim zmanjka hrane in vode. Ko sovražnik obkoli trdnjavo, redna oskrba s hrano in vodo izgine. Ko se zaloge v skladiščih izpraznijo, so ljudje znotraj prisiljeni v predajo, tudi če njihovi zidovi še niso porušeni. Zato ima Krag de Chevalier velika skladišča za žito, olje, meso in drugo hrano. Znotraj so tudi peči, da lahko spečejo kruh za veliko garnizijo. Grad ima tudi sistem za zbiranje in shranjevanje vode. Deževnica se zbira v posodah in rezervoarjih znotraj trdnjave. Zaradi tega se vojaki niso takoj zanašali na izvire ali vodnjake zunaj, ki bi jih lahko sovražnik nadzoroval ali zastrupil. V času največje moči je Krag de Chevalier lahko sprejel skoraj 2000 vojakov. Imeli so bivališča, skladišča hrane, veliko dvorano in hleve za konje. Zaradi tega je življenje znotraj gradu potekalo naprej, tudi če so bili obkoljeni sovražniki. Reputacija te trdnjave je bila preizkušena potem, ko je sultan Saladin premagal glavno vojsko križarjev v bitki pri Hatinu leta 1187. Saladin je bil muslimanski voditelj, ki je združil Egipt in velik del Sirije. Po njegovi zmagi pri Hatinu je veliko mest in trdnjav križarjev padlo pod njegovo vojsko. In maja 1188 je Saladinova vojska prispela v okolico Krag de Chevalier. Toda je bilo trdnjavo zelo težko napasti in je ni bilo mogoče enostavno obkoliti brez velike izgube življenj in časa. Saladin se ni odločil za dolgo obleganje, temveč je njegova vojska nadaljevala proti drugemu cilju. To ne pomeni, da se je Saladin ustrašil višine zidov. Kot poveljnik je moral izbrati, kje je najbolje uporabiti svoje vojake in zaloge.
Izguba več mesecev pri eni trdnjavi, medtem ko so še druga pomembna mesta, ki bi jih lahko zavzeli, bi lahko uničila celotno kampanjo. Krag de Chevalier je ostal pod nadzorom vitezov hospitalcev še nekaj desetletij. Toda sčasoma so križarske države oslabile, izgubile veliko svojih ozemelj, njihovi prihodki so se zmanjšali in težko so pošiljali dovolj vojakov ter zalog v oddaljene trdnjave. Medtem pa je mameluški sultanat postal močnejši. To je bila sila, ki je vladala Egiptu in Siriji. Eden najmočnejših vladarjev je bil sultan Baibars. Leta 1271 Baibars je odšel v Krag de Chevalier, da bi dokončno odstranil pomembno bazo vitezov hospitalcev. Za razliko od vojsk, ki so le prečkale območje, Baibars je bil drugačen in pripravljen na pravo obleganje. Njegovi možje so uporabili mangonel, veliko oblegovalno orožje, ki je metalo težke kamne na zidove in stolpe. Nekateri deli zunanje obrambe so bili postopoma uničeni. Bajbarsovi vojaki so tudi kopali rove pod enim od stolpov. Ko je temelj oslabil, se je del zrušil in mameluška vojska je vstopila v zunanji del trdnjave, vendar so preostali branilci pobegnili v močnejšo notranjo trdnjavo. Čeprav je Baibars že zavzel prvi obrambni zid, se je moral še vedno soočiti z najmočnejšim delom Krag de Chevalier. Tu je Baibars uporabil prevaro. Branilcem je bilo poslano pismo. Izkazalo se je, da naj bi pismo prišlo od njihovih nadrejenih in jim dovoljuje, da se predajo, ker ne bo več pomoči. Branilci so verjeli, da je pismo resnično, vendar je bila posadka že ločena od preostale križarske vojske. Ni bilo nobenega jasnega upanja, da bi prišla vojska, ki bi jih rešila. Po več kot mesecu dni obleganja so se branilci predali 8. aprila 1271. Dovolili so jim, da odidejo živi. Baibars ni uničil Krag de Chevalier, temveč so mameluki nekatere njegove dele celo obnovili in utrdili. Nekdanjo kapelo vitezov hospitalcev so spremenili v mošejo, trdnjava pa je pod novimi vladarji ostala pomembna vojaška baza. Zaradi padca Krag de Chevalier se je pokazalo, da močne stene niso dovolj. Vojaki znotraj potrebujejo tudi hrano, zaloge, zaveznike in pomoč od zunaj. Ko to izgine, je tudi najmočnejši grad prisiljen k predaji. In iz te trdnjave v Siriji se bomo zdaj preselili v severno Evropo. Tam bomo videli ogromen grad, zgrajen ne iz kamna, ampak iz milijonov rdečih opek. Naslednja trdnjava je grad Malbork v današnji Poljski. Namesto velikih kamnitih blokov so za gradnjo uporabili predvsem rdeče opeke. Malbork je zgradil Tevtonski red, združenje nemških vitezov, ki je postalo mogočna vojaška in verska organizacija v severovzhodni Evropi, gradnja pa se je začela v 13. stoletju. Ko so leta 1309 sem preselili glavni sedež velikega mojstra, so celoten kompleks še dodatno razširili. Malbork ni bil le prebivališče vitezov, postal je tudi središče njihove vlade, vojaških operacij, religije in upravljanja njihovih ozemelj. Zaradi svoje velikosti je Malbork priznan kot največji grajski kompleks iz opeke na svetu. Trdnjava je sestavljena iz medsebojno povezanih delov, imenovanih Zgornji grad, Srednji grad in zunanji dvoriščni del. Zgornji grad je najstarejši del in je služil kot utrjen samostan vitezov. Tam se nahaja njihova kapela, spalni prostori, kuhinja in prostori za vsakdanje življenje. V Srednjem gradu pa se nahajajo dvorane, soba velikega mojstra in prostori, kjer sprejemajo goste in razpravljajo o pomembnih odločitvah. Zunaj tega se nahaja predgradje, kjer so delavnice, hlevi, skladišča in druge zmogljivosti, ki jih potrebuje velika vojaška baza. Vsak del ima svoje zidove, vrata in obrambo, tako da če sovražnik zavzame zunanji del, se mora še vedno soočiti z novo linijo visokih zidov in močnih stolpov. Poti prav tako niso ravne. Vrata in hodniki so bili namerno postavljeni na mesta, ki jih je lahko braniti. Ko sovražnik vstopi, ga je mogoče napasti zidov, stolpov in zgradb, ki ga obdajajo. Obramba je bila preizkušena. To je bilo leta 1410. Predtem sta bila Tevtonski red in Združeno kraljestvo Poljske in Litve dolgo časa sovražnika. Moč obeh strani je naraščala in obe sta si želeli nadzorovati pomembna ozemlja in trgovske poti v regiji. 15. julija leta 1410 sta se njuni vojski soočili v bitki pri Grunwaldu. Združeno vojsko Poljske in Litve sta vodila poljski kralj Vladislav Jagiełło in litovski veliki knez Vytautas. Tevtonski red je doživel velik poraz.
veliki mojster in številni najvišji uradniki ter vitezi reda so bili ubiti. Po bitki se je zdelo, da je pot do Malborka, njihove prestolnice, odprta, vendar zmagovita vojska ni takoj prispela do trdnjave. Ta zamuda je Heinrichu von Plauenu, uradniku tevtovskega reda, dala dragoceni čas. Heinrich se je hitro odpravil v Malbork, zbral je preostale vojake, pripravil hrano in uredil obrambo. Nekatere stavbe zunaj je dal tudi požgati, da jih napadalci ne bi mogli uporabiti kot zavetje ali zaščito. Ko sta prispeli poljska in litovska vojska, je bila trdnjava že pripravljena. Napadalci so poskušali bombardirati zidove s topovi in drugimi oblegovalnimi orožji. Toda njihovo orožje ni bilo dovolj močno, da bi hitro prebilo debele obrambne zidove Malborka. Dalj kot je trajala obleganje, večje so bile tudi težave v taboru zunaj. Ogromno vojsko je bilo treba nahraniti. Začele so se širiti bolezni, morala je padla in postopoma je bilo vse manj vojakov, ki so bili pripravljeni ostati. Nekatere zavezniške sile so prav tako začele odhajati. Medtem je tevtonski red še naprej prejemal pomoč iz drugih trdnjav in od preostalih podpornikov. Po skoraj 2 mesecih je poljski kralj prekinil obleganje. Združena vojska ni uspela zavzeti Malborka. To je imelo velik vpliv. Čeprav je bil tevtonski red poražen pri Grunwaldu, je njihov upravni center preživel. Ker je Malbork ostal v njihovih rokah, so lahko nadaljevali svojim državnim obstojem in niso popolnoma izginili po velikem porazu. To ne pomeni, da trdnjava nikoli ni bila zavzeta. V 15. stoletju, ko je izbruhnila nova vojna, je imel tevtonski red težave s plačevanjem najemniških vojakov, ki so varovali Malbork. Ker najemniki niso bili ustrezno plačani, so vojaki leta 1457 prodali trdnjavo poljskemu kralju. Tokrat Malbork ni padel zaradi močnih topov ali neposrednega napada, temveč je bil razlog pomanjkanje denarja. In iz Malborka se bomo zdaj preselili v Wales, deželo na zahodnem delu Velike Britanije. Tukaj je angleški kralj Edward I zgradil vrsto trdnjav, da bi utrdil svojo oblast. Velški vladarji so dolgo časa nasprotovali nadzoru Anglije, toda po pohodih Edwarda I. v poznem 23. stoletju se je glavni odpor valižanskih princev zlomil. Edward ni poslal le vojakov. Dal je zgraditi tudi nova gradu in obzidana mesta. Njihov namen je bil varovati osvojena ozemlja, podpirati angleško posadko in preprečiti nove upore. Eden najpomembnejših delov tega načrta je bil grad Conwy. Gradili so ga od leta 1283 do 1287 pod nadzorom mojstra Jakoba iz Svetega Jurija, znanega vojaškega arhitekta. Skupaj z gradom so zgradili tudi obzidano mesto poleg njega. Trdnjava stoji na skalnatem delu zemlje blizu reke Conwy. Kamen ščiti temelje pred izkopavanjem pod zidom, reka pa je omogočila dostop ladjam, ki so prevažale hrano, vojake in opremo. Grad Conwy ima 8 velikih stolpov. Ti stolpi so razporejeni okoli 2 glavnih dvorišč, imenovanih zunanje in notranje dvorišče. Zunanje dvorišče je večji del in tam se nahajajo stavbe, ki jih potrebuje posadka. Notranje dvorišče pa je bolje zaščiteno in vsebuje sobe, ki jih uporabljata kralj in njegova družina. Notranje dvorišče ima tudi lastno obrambo, tako da če sovražnik prodel prvo dvorišče, se lahko kralj in njegovi stražarji še vedno umaknejo v varnejši del gradu. Stolpi niso le visoke opazovalnice. Prav tako nudijo položaj, s katerega je mogoče streljati na sovražnike, ki se približujejo z različnih smeri. Pomembna je tudi povezava gradu z mestom. Zidovi Conwyja so tvorili skoraj neprekinjeno obrambo okoli angleške naselbine. Prebivalci znotraj so oskrbovali trdnjavo s hrano, opremo in storitvami. Toda leta 1294 je prišlo do velikega upora v Walesu. To je vodil Madog ap Llewellyn, valižanski plemič, ki se je uprl angleški oblasti in težkim obveznostim naloženim prebivalcem. Edward I je bil takrat po naključju v Walesu. Ko se je upor razširil, kralj in njegovi vojaki so bili prisiljeni umakniti se v grad Conwy. Nekatere kopenske poti so bile prekinjene. Zaradi slabega vremena in visokega vodostaja reke je bilo tudi oskrbo težko zagotoviti. Ko je prišel Božič, istim znotraj je začelo primanjkovati hrane in pijače. Kraljevo bivanje ni bilo udobno, toda zidovi in stolpi so varovali garnizon, medtem ko so čakali, da se razmere izboljšajo.
Ko je voda upadla in je potovanje spet postalo varno, je pomoč prispela po morju. Edvardu je uspelo rešiti se iz obleganja in njegova vojska je nadaljevala z zatiranjem upora. Ta dogodek je pokazal pravo vrednost konvija. Ne more preprečiti vseh težav, tisti znotraj lahko še vedno ostanejo brez hrane, toda zaradi močnih zidov in poti do morja je lahko posadka pridobila dovolj časa, da je prišla pomoč. Prav tako ni potrebnih zgodb o magiji ali skrivnih mehanizmih, da bi pojasnili moč konvija. Njegova obramba temelji na odlični lokaciji, skrbnem varovanju, številnih stolpih in povezavi z reko. Skozi stoletja se je vojaški pomen konvija zmanjšal, razvoj močnejših topov pa je spremenil način vojskovanja. Visoke stene in stolpi, ki so bili nekoč velika prednost, so postali lahko vidni in tarča artilerije. Vendar je konvij ostal jasen primer, kako je kralj uporabil arhitekturo za nadzor nad osvojenim območjem. Grad in obzidano mesto nista bila zgrajena samo za boj proti vojski, zgrajena sta bila tudi zato, da prebivalcem pokažeta, kdo ima oblast. Z obale Walesa bomo nadaljevali proti severu, proti Škotski. Na vrhu starodavne vulkanske skale stoji grad Stirling. Na nekaterih delih so pečine strme, zato je smeri, iz katerih lahko napade vojska, omejeno. Toda pomen Stirlinga presega naravno zaščito. V bližini gradu je eno najpomembnejših prehodov čez reko Fort. Stoletja so morale vojske, ki so potovale med južno in severno Škotsko, prečkati to območje. Zaradi tega je imel tisti, ki je nadzoroval grad Stirling, velik vpliv na premikanje vojakov, zaloge in sporočila po celotnem kraljestvu. Zato, ko se je konec 1329. stoletja začela vojna med Anglijo in Škotsko, so se za trdnjavo večkrat borili. Večkrat je zamenjala lastnika in postala središče nekaterih najpomembnejših dogodkov v zgodovini Škotske. V Stirlingu ne bo preizkušena le trdnost zidov, tukaj bo Anglija uporabila eno najpomembnejših oblegovalnih naprav, ki so jih zgradili v srednjem veku. Leta 1304 je bil grad Stirling eden zadnjih močnih centrov škotskega odpora proti kralju Edvardu I. Angleškemu. V notranjosti je bilo le približno 25 škotskih branilcev, toda ker grad stoji na visoki vulkanski skali, ga je težko doseči in napasti. Angliška vojska je pripeljala veliko katapultov in trebušetov. Trebušet je velika naprava, ki meče težke kamne, da bi razbila zidove. Obleganje je trajalo več mesecev, vendar se je majhna posadka še naprej borila. Zaradi tega je Edvard dal izdelati ogromen trebušet, ki so ga imenovali Warwolf. Ko so škotski branilci videli Warwolf, so ponudili, da se predajo, vendar je Edvard najprej želel preizkusiti novo orožje. Zelo težak kamen je bil izstreljen in je uničil del obrambe. Potem je bila predaja posadke sprejeta. Edvard je uporabil Warwolf ne samo za zavzetje gradu, ampak tudi za zastraševanje drugih škotskih trdnjav. To je pokazalo, kakšno silo in opremo lahko uporabi Anglija. Vendar pa nadzor Anglije ni trajal dolgo. Leta 1314 vojaška sila Roberta Brusa premagala angleško vojsko v bitki pri Bannockburnu blizu Stirlinga. V naslednjih stoletjih je grad Stirling postal tudi kraljiva rezidenca. Tukaj so živeli in bili kronani nekateri škotski kralji in kraljice. Ko so topovi postajali močnejši, so tudi zidove prilagodili, da bi bolje zdržali novo artilerijo. Iz Stirlinga bomo nadaljevali proti gradu Edinburgh. Grad Edinburgh stoji na vrhu velike vulkanske skale. Prije njegovi deli so strmi, zato obstaja le ena glavna pot, ki jo lahko vojska zlahka uporabi. Toda leta 1314 je majhna škotska enota pokazala, da višina skale ni dovolj, če je straža šibka. Thomas Randolph je vodil približno 30 vojakov. Po noči so se povzpeli na strm del skale, ki je bil skoraj brez straže, saj je angleška posadka menila, da je ta pot nemogoča za prehod. Škoti so prišli do zidu in presenetili ter zavzeli grad. To je pokazalo, da lahko kraj, ki velja za najbolj varnega, postane šibka točka, če ni ustrezno varovan. Po več kot 200 letih je edinburški grad ponovno doživel hudo obleganje. Leta 1571 začela se je dolgo obleganje. Trdnjavo so imeli v rokah podporniki Marije, kraljice Škotov, zunaj pa so bile sile, ki so priznavale njenega sina Jakoba VI. Za kralja. Boj se je vlekel skoraj 2 leti, toda leta 1573 prišla je angleška artilerija in neprestano obstreljevala grad.
Davidov stolp je bil uničen in glavni vodnjak je bil zasut. Ker na površju grajske skale ni bilo dovolj naravne vode, je bila izguba vodnjaka velika težava. Zaloge so pošle in obramba je bila uničena, na koncu je bila posadka prisiljena v predajo. Edinburški grad je pokazal, da tudi če je trdnjava zelo visoka in močna, še vedno potrebuje vodo, hrano, dobro stražo in pomoč od zunaj. Zadnja trdnjava je Mont Saint-Michel na obali Normandije v Franciji. Stoji na skalnatem otoku, ki ga obdaja široka peščena in blatna površina. Ko je oseka, je mogoče nekatere dele okolice prehoditi peš. Ko pa se voda vrne, Mont Saint-Michel ponovno postane otok. Na vrhu je Opatija, spodaj pa je majhna vasica obdana z obzidjem. Zaradi strme skale so stavbe, stopnice, sobe in obramba postavljeni ena nad drugo. Mont Saint-Michel je postal pomembna trdnjava med stoletno vojno med Anglijo in Francijo. Anglija je zavzela velik del severne Francije. Vendar je Mont Saint-Michel ostal v rokah francoskih branilcev. Težko je bilo pripeljati veliko vojsko in težko oblegovalno orožje sem. Nekateri deli blatnega terena so mehki in vsakogar, ki počasi prečka, lahko ujame voda. Leta 1423 Anglija je začela dolgo obleganje, postavili so baze na bližnjem otoku, da bi preprečili prihod zalog, vendar jim ni uspelo popolnoma odrezati Mont Saint-Michela. Še vedno so lahko majhne ladje in ljudje, ki so poznali gibanje vode, prišli skozi. Leta 1434 angleška vojska izvedla velik napad, pripeljali so artilerijo in poskušali vdreti v utrjeno vas. Toda so bile poti ozke in vodile navzgor. Francoski branilci so zlahka napadli vojake, ki so se sami vzpenjali. Angleška vojska se je morala umakniti in za seboj pustila dve veliki bombardi. To so starodavni topovi, ki so streljali težke kamnite krogle. Še vedno jih lahko vidite blizu vhoda v Mont Saint-Michel. Angliji ni uspelo zavzeti trdnjave v celotni stoletni vojni. Veliko je pripomogla plima, toda to ni bil edini razlog. Zidovi so bili trdni, pot do vhoda je bila omejena. Zaloge so neprekinjeno prihajale po morju, branilci pa so zelo dobro poznali okolico. Tukaj lahko vidimo, zakaj je bilo 6 trdnjav tako težko napasti. V Krak de Chevalier sta 2 sloja zidov in veliki skladiščni prostori podaljšala obrambo. V Malborku je bilo treba premagati ločene dele obrambe. V Conviju je bila pot do morja ključnega pomena. V Stirlingu in Edinburgu so uporabili vulkansko kamenino kot naravno zaščito. Na Mont Saint-Michelu so v obrambo vključili vodo in peščine. Toda nobena trdnjava ni bila povsem brez slabosti. Sovražnik je lahko uporabil zvijačo, lahko je zmanjkalo hrane ali vode. Lahko je zmanjkalo denarja za vojake, majhna skupina je lahko našla pot, ki ni bila varovana. Ti zidovi niso postali mogočni samo zato, ker je bil kamen debel. Trdnjave so postale mogočne, ker so združile pravo lokacijo, dober načrt in dovolj vojakov. In ljudi, ki so znali izkoristiti vsako prednost, da ustavijo vojsko, ki je bila številčnejša od njih.